Dober dan in pozdravljeni v Delovem podcastu o politiki. Z vami sva Barbara Eržen in Suzana Kos. Z nama v studiu pa nosilca list Gibanja Svoboda Irena Joveva in Vesna Vladimir Prebilič. Joveva je že zdaj evropska poslanka, Prebilič pa župan občine Kočevje in profesor obramboslovja. Tako je. Hvala lepa, da ste prišla. Hvala za povabilo. No, naj povem, da je to naš prvi duel, ki jih bomo sicer objavljali v naslednjih 2 tednih pred evropskimi volitvami na Delu. Sodi sicer tudi v projekt Evropa izbira, kjer analiziramo, spremljamo, poročamo o evropskih volitvah, sofinancira ga tudi Evropski parlament, a to ne pomeni, da to kakorkoli vpliva na izbor tem, gostov ali vprašanj. Zadnja javnomnenjska raziskava Mediane, narejena za Pop TV, kaže, da bosta obe stranki na evropskih volitvah dobili vsaj enega poslanca. Če sklepamo, da bo upoštevan vrstni red, to pomeni vaju. Pa začnimo pri vas, ki ste že evropska poslanka, gospa Joveva. Bi se strinjala z oceno vaše kolegice Maše Kociper, sicer državne sekretarke v kabinetu predsednika vlade in tudi vaše kandidatke na listi Gibanja Svoboda, da je pred Evropo bitka proti desnemu populizmu? Mogoče če razložite, zakaj? Bi se strinjala. Najprej mogoče samo, če se navežem malenkost na javnomnenjske ankete, da se načeloma na njih ne zanašam in da so seveda najpomembnejše volitve. Tudi zaradi tega računam na čim višjo udeležbo državljank in državljanov, ravno zaradi te bitke. Ne bom rekla, da je to največja bitka v smislu tega, kaj nas še vse čaka, ampak je zagotovo pomembna ravno zaradi tega, kar nas čaka, ker če bo desni populizem še bolj prevladal, oziroma skrajna desnica mogoče bolj, ali pa nevaren populizem, bo zagotovo marsikaj blokirano, kar je še treba urediti. Marsikaj bo mogoče zastalo in tako naprej. Kakšna stvar se bo verjetno obrnila v neko drugo smer. Ciljate na kaj konkretnega, kaj bo zastalo? Recimo, že v tem mandatu se je zelo videlo, predvsem v zadnjih mesecih tega mandata, sodelovanje iz največje stranke politične, torej, oziroma politične skupine Evropske ljudske stranke z ECR in tudi IDA, ki je še bolj skrajna pri določenih zakonodajah, na primer zakon o obnovi narave je sicer šel skozi, na koncu smo ga sprejeli, ampak na tesno in ne na način kot ne dovolj ambiciozno. Potem je tukaj uredba o pesticidih, ki je bila nažalost zrušena tudi zaradi takšnih sodelovanj. Tako da to so neke stvari, ki so pomembne za ljudi in bi šle verjetno lahko v napačno smer, če se pač zgodi ta vzpon desnega. Gospod Prebilič, preden vam damo besedo, bi jaz mogoče še gospa Joveva vas vprašala, dejali ste, da v bistvu ankete niso pomembne, ampak kot smo razumeli, ali pa manj pomembne. Da se ne zanašam toliko. Da se ne zanašate na nje, ampak kot smo razumeli, zunanja javnost, ne vemo, kaj se je dogajalo sicer v stranki. Ankete naj bi bile pa razlog za to, da recimo vaš dosedanji kolega gospod Grošelj, evropski poslanec, ni ostal na vrhu liste. Tako da ankete so vendarle pomembne za vas. Sploh nisem rekla, da niso pomembne. Nisem rekla. Jaz sem rekla, da se ne zanašam na nje v kontekstu tega, ker ste rekli, da imava oba vsaj enega poslanca. Mimogrede, ankete nam kažejo več kot enega, če smo že pri anketah. In zagotovo so pomembne za neko oblikovanje javnega mnenja, ampak jaz vendarle bolj verjamem v, recimo, od včeraj imamo kampanjo, imeli bomo razno soočenja, tudi ta duel bo verjetno marsikaj pokazal, tako da verjamem, da se lahko še marsikaj spremeni, kar se tiče Klemna Grošlja, mu pa želim vse dobro. Gospod Prebilič, kaj je zdaj s to desnico v Evropi? Jaz mislim, da je ta stvar res zelo nevarna, iz 3 razlogov, pa bom čist jasen. Prvi je ta, da EPP in vse, kar je desno od EPP, pravzaprav išče enostavne odgovore na kompleksna vprašanja. In tih enostavnih odgovorov preprosto ni. Pa dajmo recimo eno tako stvar omeniti, se pravi nadaljevanje vojne proti Ukrajini. Se pravi, desen pol dejansko verjame v reševanje konflikta s sosedom. Desen pol danes poziva k obnovi industrijskega kompleksa v Evropi. Torej gremo v oboroževanje. Desen pol dela razlike med vrednostjo človeškega življenja v Ukrajini in Gazi. Desni pol preoprašuje nekatere temeljne vrednote, kot so recimo demokracija, svoboda izbira, združenja,
združevanje ljudi, tudi svoboda govora. Torej, to so vse stvari, ki mislim, da so zelo, zelo pomembne za to, če želimo, da bo Evropska unija dobro delovala naprej. In najpomembnejše, desni pol verjame, in tukaj me pa mene najbolj strah, da je pravzaprav manj Evrope prava rešitev za Evropo. Torej, verjame v to, da bi nekatere stvari morali vračati državam članicam v pristojnosti, sam pa ugotavljam ravno obratno, torej, če bomo šli po tej poti in rahljali nekatere norme, ki so nas povezovali, tudi ščitile pred tem, da se nam kakšne anomalije ne zgodijo, pa so se kljub temu, recimo Madžarska in še kje, potem se mi zdi, da se lahko stvari bistveno bolj zapletajo, kot bi si mi to želeli. Torej, ne bi bilo prav, da gremo v to smer in narediti moramo vse, da ne bomo šli v to smer in zaradi tega, da ne sedimo tukaj. Popolnoma se strinjam. Tukaj vas bi vprašala samo za mnenje. Desni pol oziroma SDS pravi, da bi morala vojaška industrija postati v Evropi strateška panoga, glede na to, kar naj bi se prihodnje dogajalo z osredotočenostjo ameriške obrambne politike na druga območja na svetu. Se ne strinjate? Ne. Glejte, bom malo ciničen v tem pogledu. Če imate kladivo v rokah, potem je vsak problem žebov. Ne? In tako je tudi z oboroževanjem. Torej, bolj kot se bomo oboroževali, večja bo verjetnost tudi vojaškega konflikta. Ne? Mi in Evropa ni bila zgrajena na način, da bomo reševali naše nesorazmerje oziroma naša neskladja, naša nestrinjanja skozi oborožen konflikt, ampak skozi dialog. In izverjamem, da je to velika priložnost za vojaški industrijski kompleks, da bo veliko zaslužil. In če smo še bolj odkriti, se vemo, kje ti kompleksi so, aj kakšen v Sloveniji, ne? Ni ga. Ne? Se pravi, Nemčija, zadnje Francija, zadnje Italija, so države, ki danes že večinsko proizvajajo orožje, v Evropi ga tudi večinsko izvažajo. Torej, kdo bo plačal to vse oboroževanje, tudi vemo, vsi ostali. Ne? Torej, jaz mislim, da je to absolutno napačen pogled na izzive, ki nas čaka in bi se morali vrniti tistemu, kar smo nekoč znali. Mi smo znali biti bistveno diplomatsko umirjeni, mi smo znali iskati zaveznike tudi tam, kjer je bilo težko in prehajati konflikte na miren način. Torej, jaz osebno menim, da je potrebno Evropi preprosto vrniti dostojanstvo. Namreč zdaj se zdi, da je naša zunanja politika pravzaprav sledenje nekatere druge zunanje politike, v mislih imam Združene države Amerike. Ne? Torej, tukaj mislim, da bo treba neko distinkcijo narediti, sicer bo težava res velika za Evropo. V enem od soočenj ste dejali, pa niste razvili svoje misli, mislim, da je bilo na Pop TV-ju, ko ste govorili o tem, da v bistvu nesuvereno, oziroma ne vem, kakšen izraz je bil že uporabljen, sprejemamo odločitve, oziroma da smo podrejeni pri sprejemanju določenih stališč. Kaj ste s tem menili? Vzete sam primer Gaze. Jasen primer. Ne? Torej, vemo vsi, kdo je zaveznik koga v tem konfliktu, vemo vsi, kako ta največja država, ki je zaveznik Izraela, razmišlja in vemo tudi, kako se težko Evropa danes dogovori o nečem, kar je bazično. Veste, mi smo zgradili našo identiteto na varovanju človekovih pravic, na tem, da se vojni zločini preganjajo, da določene stvari obsojajo. In kljub temu, da mi to vsi danes v Evropi razumemo, polovico držav, zlasti tisti, ki so povezane gospodarsko in sicer za preomenjeno državo, tiho gledajo v tla, medtem ko vsi ostali ne naredimo nič. In to je tisto, kar se nam ne sme dogajati. Ker mi kot Evropska unija na ta način izgubljamo lastno integriteto. Ker namreč mi nekaj govorimo, delamo pa nekaj popolnoma drugega. To se je že večkrat pokazalo, ne samo pri Gazi, tudi pri, recimo, ne vem, Zahodnem Balkanu, se zgublja potem kredibilnost Evropske unije. Gaza je pa res v tem trenutku najbolj aktualen primer točno teh dvojnih standardov. Gospod Prebilič, nekako ste nakazali, da bi se morda lahko zavzemali za prenos večje suverenosti držav članic na Evropsko unijo. Morda vprašanje za oba. Bi podprla recimo prenos tudi pri obrambi, ne vem, pri davkih? Torej, jaz mislim, da je samo več Evrope rešitev na vprašanje in izzive, ki jih imamo, iz dveh razlogov. Prvič zaradi tega, ker države potrebujemo, če sem zdaj malo žleh, tudi malo okvirjev, v katerih funkcioniramo, kar pomeni, da bi imeli manj anomalij tudi v našem prostoru. Ne? Zdaj bi si želel, da bi bile naše demokracije, zlasti v mislih mogoče vzhodno Evropo, toliko zrele, da o določenih stvarih sploh ne bi rabili razpravljati. Pa še vedno razpravljamo o njih, svobodo govora, mediji in vse ostalo. Kljub temu, da vemo, kaj moramo delati in vedno je to tema. Ne? Konec koncev tudi pravica do splava in še nečesa drugega. Skratka, vse to so teme, ki danes ne bi smele biti teme v 21. stoletju, pa so. Torej, jaz mislim, da je ta prenos dober, smiselen,
Predvsem v dveh kontekstih, pa v dveh stebrih, pa mislim, da bi mogli prenesti pristojnosti. Omenili ste obrambo, se strinjam zelo. Namreč države ljubosumno čuvajo svoje kapacitete in jih ne želijo dati na razpolago vsem ostalim državam, kar pomeni, da Evropska obramba oziroma Evropska unija ne more razviti koncepta evropske obrambe. Ta trenutek Evropska obramba predstavlja samo Evropska bojna skupina, kar je 1500 ljudi. Pa da vsem dodamo številke, se pravi 400 milijonov Evropejcev naj varuje 1500 vojakov, Združene države Amerike s 330 milijoni prebivalcev pa 1,2 milijona vojakov. Ne? Vidimo, o čem se pogovarjamo. Tukaj imamo težavo in poglobitev je nujna. In še ena stvar, verjetno se bomo dotaknili tega kasneje, to pa je področje energetike. Energetska unija je tista stvar, ki naslovi mnogo izzivov, s katerimi se danes ukvarjamo. Recimo, to je tudi trgovanje oziroma pošiljanje energije iz obnovljivih virov med državami. Bi se strinjala in ali je glede na razmerja, ki se nakazujejo, to realističen scenarij več Evrope? Ne samo glede na razmerja, ki se nakazujejo že sicer tudi v tem aktualnem mandatu in tudi prej, nažalost, to ni bilo nikoli realno. Migracijski pakt smo recimo sprejemali oziroma so sprejemali že v prejšnjem mandatu in smo ga potem končno sprejeli zdaj, kar pomeni, da je trajalo skoraj 10 let, da se je taka stvar premaknila zaradi vseh teh zapletenih procesov. Mogoče je tukaj za izpostaviti tudi nujnost reform institucij Evropske unije. Jaz mislim, da bi Evropski parlament vendarle lahko imel več pristojnosti oziroma bi jih moral imeti, glede na to, da je to edini neposredno izvoljen organ. Ker potem imajo nekako, čeprav smo zakonodajalci, imajo na koncu dneva države članice večjo težo oziroma en voditelj, če sem še bolj konkretna, ima lahko večjo težo od, naprimer, več 100 poslancev Evropskega parlamenta, ko se neka zakonodaja sprejema. Glede pristojnosti bi pa jaz izpostavila dve področji, kjer bi bila po mojem tudi nujna ta prenos, področje zdravstva. To se je pokazalo recimo pri tej pandemiji, kako zelo nujno in potrebno je, kljub tistem začetnem kaosu in točno tej sebičnosti držav članic. Ampak vendar so si potem pomagali. Ampak na začetku vozilo se bolnike recimo v druge države. Ravno zaradi tega mislim, da je tukaj pomembno. So se pa cepiva tudi kradla, ne? Ravno zaradi pa tega. maske tudi, ampak se prečujem. Ja, ne nič, ampak tudi zato smo videli, kako nujno je biti enoten in kako nujno je imeti več pristojnosti na področju zdravstva. Tukaj res verjamem, da bi lahko storili več, upam, da se bo dogajalo to v prihodnosti, pa tudi področje sociale mislim, da potrebuje več pristojnosti strani Evropske unije. Gospod Prebilič, bomo zdaj recimo enih par konkretnih vprašanj načeli, ker ste omenili energetiko, zeleni prehod, v vseh soočenjih govorite o zelenem prehodu, nujnosti zelenega prehoda. Pa vas bom konkretno vprašala, recimo novi način obračunavanja omrežnine. Naj bi bil tudi del politike zelenega prehoda, oziroma gre za to, da bi probali z tem zmanjšati porabo električne energije v najbolj obremenjenih časovnih pasovih. V Sloveniji smo zdaj pri dilemo, ali to novo ureditev uvesti, tako kot je bilo predvideno. Enkrat je bila že premaknjena, morala bi jo, mislim, do začetkom letošnjega leta je bila premaknjena zdaj na poletje. Agencija za energetiko vztraja pri tem, medtem ko minister iz vaše stranke pravi, da bi to zamaknili za čas po parlamentarnih volitvah. Zakaj sta vidva? Gremo v to, začnemo zmanjševati porabo električne energije, bolj skrbno ravnati doma, vsak od nas. Jaz sem mnenja, da ja, torej, da bi bilo to potrebno izpeljati do konca. Tukaj zadaj je še nekaj drugega, torej ne gre samo za to, da prerazporedimo porabo energije, da razbremenimo omrežje, ampak moramo načeti eno drugo temo, to pa je, v kakšnem stanju naše omrežje je. Ne? Jaz moram povedati, da sem bil zelo začuden, ko se je predhodna vlada, torej vlada Janeza Janše odločila, da je omrežnino preprosto nehala obračunavati. S tem je razbremenila položnice in jaz verjamem, da je ljudem to dobro delo, se strinjam. Ampak, kaj se potem zgodi? Zgodi se, da omrežje, distribucijsko omrežje, postane ozko grlo za gospodarski razvoj na dolgi rok. In zanimivo, če bi danes primerjali visoko napetostno omrežje v Sloveniji in naše distribucijsko omrežje za gospodinjstvo, boste ugotovili, da je visoko napetostno omrežje v dobrem stanju, ker tam izvažamo pa uvažamo energijo, z njo trgujemo in tam je posel zadaj. Tam, kjer smo pa mi, ki odjemamo to energijo, je pa v bistveno slabšem stanju. In zakaj je to ozko grlo? To pa verjetno se boste vsi spomnili, če danes hoče, ne vem, Ivan Novak inštalirati sončno elektrarno na svojo hišo, jo ne more, zato ker je omrežje
preobremenjeno. Torej, tukaj je jasno ozko grlo. Zeleni prehod opozarja, da imamo mi potenciale, ki bi jih lahko izkoristili, pa jih ne moremo, ker omrežja za to nimamo. Torej, mi bomo morali sprejeti eno preprosto odločitev, ki ni popularna, je pa nujna v strateškem pogledu. Treba bo nekaj denarja zbrati, treba bo investirati v naše omrežje, ker ta investicija prvič ostane doma DDV in delovna mesta in vse ostalo, in drugič odpremo možnost, da lahko sploh izkoristimo vse potenciale, ki jih danes imamo na razpolago. In tukaj se mi zdi, da je prav vztrajati, ker nas mora nekaj potisniti iz cone udobja. Jaz razumem vlado, da je to mogoče nepopularen ukrep, da pomeni, da bo marsikdo od nas mogel malo bolj natančno pogledati, kako bo porabljal energijo, ampak to je dobro, ker vzdrževanje nevzdržnega stanja po mojem ni rešitev. Mislim, da so določene prilagoditve potrebne, ravno zaradi vsega že povedanega. Zdaj ta zamik, upam, da bo pomiril določene strasti, mogoče tudi odgovoril na neka še neodgovorjena vprašanja. Je pa dejstvo, da nadgradnjo potrebujemo, da bo tudi ogromno investicij potrebnih. Na evropski ravni je Evropska komisija ocenila to na, mislim, da okrog 500 milijard, tako da bo treba. Morda bi bilo smiselno razmisliti o kakšni podobni obliki, kot je sklad za okrevanje in odpornost, ki ga imamo sicer zdaj še, ampak do leta 2026, mogoče bi se bilo treba usmeriti v to, pa verjamem, da nekaterim varčnim, tako imenovanim varčnim državam članicam to ne bo pogodu, ampak se je preprosto treba prilagoditi tem sistemom. Potrebujemo tudi NEK 2 in do kdaj? Gospa Javeva, naprej. Zdaj, kar se tiče NEK 2, je konsenz dosežen, kolikor vem, glede tega referendumskega vprašanja, ki se bo pač zgodilo. Vem, da ni še vseh odgovorov, ampak ravno zaradi tega imamo tudi državnega sekretarja, ki skrbi za to področje in ki verjamem, da bo poskušal do takrat. Kakšno je vaše stališče? Gospod Prebilič ima zelo konkretno stališče, že govoril je kar o konkretnih številkah. Podpirate? Ja. Jaz ga podpiram zaradi tega, ker pa ne stane, kolikor hoče. Ne, tega nisem rekla, pa ne stane, kolikor hoče, ampak cena neukrepanja bo večja od cene ukrepanja in mislim, da potrebujemo tudi stabilne vire energije in v tem prehodu na nevtralnost potrebujemo nek stabilen vir in jaz vidim to opcijo kot najboljšo v primerjavi s kakšnimi drugimi, tudi plinom, kaj šele fosilnimi gorivi. Gospod Prebilič, vi ste nizali številke in nekako pravite, da je v bistvu ugodneje kupovati energijo, kaj pa energetska samozadostnost? Vas to ne skrbi? No, NEK 2 to ne bo narešil, ne? In to je dobro vprašanje. Namreč tudi, če bi danes imeli gradbeno dovoljenje, bomo tako rekli, ne? Pa ga nimamo. Tudi v prostor še nismo umestili ničesar. Tle bo treba še mnogo korakov storiti, bi gradnja potekala nekje 15 let po optimalni verziji. Če upoštevamo, da moramo še občinske in druge državne prostorske načrte prilagoditi temu dejstvu, se nam to pomakne na recimo 20 let. Ne? In da to ni strti izvid podatek, dokazuje Finska. Finska, ki je vzor učinkovitosti, nulte korupcije praktično, je potrebovala za to, da so priključili zdaj, to leto, na omrežje njihovo elektrarno 18 let. Ne? Se pravi, ko vi rečete, pa ko mi razpravljamo, kako bomo rešili energetsko samozadostnost, se moramo pogovarjati o tem, da jo bomo rešili čez 20 let. Torej, mi bomo verjetno že nekje pri penziji, ko bo ta stvar rešena. Zato pravim, da je ta stvar odmaknjena in mi moramo vmes nekaj postoriti. Torej, ne zdaj samo reči, zanašali se bomo na ta NEK 2 in seveda vrteli palce. Tukaj mislim, da je to napačna odločitev. Ampak a se lahko mogoče jasno predelite? Seveda. NEK 2. Ja. Torej, NEK 2 ne rešuje danes ničesar. Mi moramo najprej izkoristiti. Ali ga podpirate izgradnjo? Ne, ta trenutek ne. Ta trenutek ne, zaradi tega, ker imam za to 3 bistvene razloge. Razlog številka 1, mi ne vemo, koliko bo ta projekt stal. Tega mi danes ne vemo. Vemo, da se pogovarjamo o 18 milijardah ali 16, kakorkoli, o 1600 megavatnem bloku, v redu. Ampak, moramo 2 stvari vedeti. Prvič, Evropska unija enega centa ne bo dala za tak projekt, to je že jasno. In drugič, tudi evropske banke več ne podpirajo teh projektov. Kar pomeni, da se bo morala Republika Slovenija nekje zadolžiti po zelo sorazmerno visoki obrestni meri. Pa če rečemo, da bo 10% obrestna mera na 18 milijard, nas bo tak projekt stal 30 milijard. Kar pomeni, da bo to ogromno finančno breme. In če tega odgovora nimamo, jaz bi se tako tresel, preden bi šel o tem razmišljati. Če ga bomo imeli, oziroma ko ga bomo imeli, se vaše stališče lahko spremeni ali ne?
Moje stališče se lahko potencialno spremeni, če bom dobil odgovore na vprašanje. Zaradi tega se tukaj z gospo kolegico ne moram strinjati. Ne? A veste, mi razpisujemo tako imenovani nek referendum, kjer je seveda, in gospod Tonin me včeraj to popravil, je zelo široko vprašanje. Tega se ravno bojim. Široko vprašanje mu omogoča potem vladi marsikaj. Jaz si pa ne želim, da bom 30 milijard vračal še z mojimi vnuki nazaj. In druga stvar, preden sem končal, misli še ta, Da je treba cena. nekaj postoriti, to Tako, ceno povejte. tako sicer. cena je tista, ki mene straši. Ne? Veste, danes mi izhajamo iz tega, da je 40 evrov na megavatno uro elektrika, ki jo dobimo iz neke ena. V redu. Če bi nekdo se upal danes zapisati, podpisati in štempelj gor dati, da bo to cena iz nove, da neka 2, jaz ne vidim težav. Ampak tega ne more narediti, ker smo ugotovili, da na Združenem kraljestvu, ker so prav tako prikoličili elektrarno na omrežje, je ta cena 110 evrov na megavatno uro. 110 na megavatno uro pa pomeni, da niste komu prodati te elektrike, razen da jih prisilite občanke oziroma državljanke, državljane in oni plačujejo potem 2-krat višjo elektriko kot danes. A je to rešitev? Jaz mislim, da ne. Torej, nismo izkoristili pa vmes ničesar, kar se imenuje obnovljivi viri energije. In preden mi spet doreče, da je težave z shranjevanjem teh virov, tudi tukaj so rešitve, od vodikarn, pričakovalnih hidroelektrarn, do baterij in še česa drugega. Ampak treba se bo potruditi nekaj storiti, ne pa samo reči, to je edina opcija. Jaz preprosto ne morem pristati na to, da je NEK2 edina opcija za energetsko samooskrbo. Dam zadnji stavek primer za Avstrijo. Avstrija je zgradila nuklearno elektrarno, ki je danes služi kot muzej. Zakaj? Ker so vmes postavili 3000 oziroma 1500 pričakovalnih hidroelektrarn in jih ne potrebujejo. A rabimo mi tak spomenik, ki stane 30 milijard? Jaz mislim, da ne. Torej, dajmo zavihati rokave in iskati še nove rešitve. Majhna država smo, lahko si privoščimo, da najdemo fleksibilne rešitve in ni nobene potrebe, da se spravljamo v tako velik strošek, da o korupcijskih tveganjih sploh ne govori. Ja, ker ste rekli, da bi se strinjali, če bi nekdo podpisal, da bi bila cena elektrike takšna in takšna. Mislim, tako, če se spomnim, za te 6 je bilo tudi vse zapisano, Tako kakšna je, bo pa cena, vemo, koliko je kje smo danes. premoga, kako bo No, kaloričen. Korupcijska tveganja verjetno pri vsaki Seveda. od teh zgodb, ki ste jih našteli kot alternativo, obstajajo. Ja, manjša. Veste zakaj? Ker pri obnovljivih virih je količina denarja, s katerim greš v nek projekt, bistveno manjša. Ne? In je tudi interes za korupcijsko tveganje manjši. Ne? Se pravi, če gremo v investicije v sončne elektrarne, če gremo v investicije v pričakovalne elektrarne, tu so manjši projekti ranga 100 milijonov evrov, ki jih lahko še nekako obvladujemo, saj jaz mislim, da jih znamo. Ne? Ko se pa začnemo pogovarjati o 1000 ali 10 000 milijonih evrov, pa se bojim, da se tukaj lahko stvari zelo zapletejo v Sloveniji. Nažalost, jaz razumem nekatere lobije, ki vidijo ta posel kot posel ne stoletja, tisočletja, ne? Ampak zaradi tega je mene toliko bolj strah. Torej, menim, da bi se vsem nam mogel tresti svinčnik, ko bomo šli na referendum na to vprašanje, ker odločitev je lahko zelo pomembna. In še enkrat rečem, naši vnuki bodo plačevali odločitev, ki jo bomo sprejeli. To ni majhna odgovornost. In zaradi tega sem mačkano prestrašen, da slovenska politična elita zelo tako elegantno in enostavno reče, bomo že nekako. To mislim, da je malo preveč enostavno. Se opravičujem. Nič. Če se ne bomo strinjali, ampak nič Ne, tle se res svoje mnenje. Ja. Slepo zaupate Jaz- zdaj tem odločevalcem, da pač ne bo nobenih težav ali kako? Mislim, slepo zaupam, jaz nikomur ne, ampak Zelo zaupate. dejstvo je, da si ne želimo. Ne želimo, ne smemo privoščiti ponovitve zgodbe TEŠ6. In ravno na tem dela aktualna vlada z že omenjenim državnim sekretarjem in jaz res verjamem, da bodo uspeli najti nek primeren način tako financiranja kot vsega ostalega, kar se tiče te zgodbe. Je pa dejstvo, da bomo potrebovali več energije in da je dejstvo, da je to najbolj stabilna oblika dobave, ki je še vedno, tukaj se pa morate strinjati z mano, manj škodljiva od fosilnih goriv. Da. In ne govori nihče o zdaj to edini opciji, mogoče niti ne o najboljši opciji, ampak o opciji, ki bi bila začasna, tranzitna, dokler ne pridemo do res neke 100% obnovljive. Ker to si pa želimo vsi. Ampak moramo biti tudi malo realni, realistični in preprosto te stvari urediti tako, da bo najboljše tudi za ljudi. No. Se strinjam. Najcenejši je še vedno elektrika iz obnovljivih virov. To je fakt, tega se nisem jaz mislil. To je dejstvo in kjerkoli lahko to preverite. Torej, mi danes v Evropi imamo države, ki proizvajajo v nekaterih špicah bistveno več energije, kot jo lahko porabljajo. Zato tega sem jaz takrat rekel, da je nujno potrebna energetska unija. Mi moramo viške energije iz obnovljivih virov nehati zaračunavati drugim državam, ki smo v uniji.
Mi bi rabili kapico cene te energije in to energijo med seboj po normalnih cenah si tržiti. In tukaj je rešitev na to, kar je kolegica izpostavila. Ne? Ampak to, kar je rekla, seveda je, nuklearka je daleč najbolj delujoč sistem, konstanten, pasovni odjem energije zagotavljen. Pazite, 20 let bomo rabili, da bomo do tam prišli. Še enkrat, mi bomo v penziji, ko bomo imeli rešitev na mizi. Potem se pogoje, kaj pa vmes? Dajte še povedati, kakšen avto vozite. Mislim, da vi ste imeli neke očitke. Hibrida. Kaj pa vi? Imate avto. Torej kolo. Z avtobusom rajš. Začeli smo že rahlo debato o posvetovalnih referendumih. Na tega se bomo sicer odpravili šele v jeseni. Bomo pa sočasno z evropskimi volitvami imeli najverjetneje tri druge referendumske vprašanja, odvisno od Ustavnega sodišča. Spajoveva, ste se v Gibanju Svoboda vsi poenotili glede tega, da gremo sočasno z evropskimi volitvami tudi na referendume, ker po zdajšnjih anketah se zdi, da se bo pravzaprav aktivirala konzervativna stran in da na koncu se vam na nek način lahko ta taktika izstreli v obraz. Dodatno aktivirala, no tako je. To ni mišljeno kot nobena taktika. Zdaj bom govorila osebno. Jaz ne moram govoriti v imenu čisto vsakega člana Svobode ali kakorkoli. Ne, se to v vašem mnenju sprašujem. Zdaj vas predstavimo javnosti, kaj se mislite. Mislim, da ni nič narobe, če so ti trije referendumi izvedeni sočasno na dan volitev. Zdaj, kdo se bo bolj aktiviral in kdo ne, ni toliko pomembno, kot je pomembno to, da pač ljudje res grejo v čim večjem številu, mogoče tudi zaradi teh referendumov in pač povejo svoje mnenje. To so posvetovalni referendumi in tukaj jaz ne bi ocenjevala volivk in volivcev, da nimajo že zdaj izdelanih nekih stališč okrog tega. Verjamem pa, da bo debata o tem tekla tudi še v prihodnjih tednih. Gospod Prebelič, kakšno je vaše mnenje do tega združevanja? No, jaz delam tudi predstavljam Republiko Slovenijo v Svetu Evrope, kjer je tudi Beneška komisija, ki je temu krovna avtoriteta na področju volitev in referendumov. Odsvetovano je strani Beneške komisije kot najvišje avtoritete združevanje vprašanj, kot so referendumi in kot so volitve. Iz preprostega razloga, ker je cilj bil, da se lahko ljudje osredotočijo res na eno samo vprašanje in mislim, da bi bilo to tudi prav. To je moje osebno mnenje. Drugo, kar se tiče vprašanj, referendumskih vprašanj, jaz mislim, da dve od teh vprašanj sploh ne rabimo spraševati ljudi, ker bi jih mogla Državni zbor že zdavnaj izpeljati. To sta marihuana in pa preferenčni glas. Že vsa leta se pogovarjamo o teh stvareh in zato je skoraj da brez veze obremenjevati ljudi, ker si mislim, da se vsi strinjamo, da je to treba preprosto izpeljati. In jaz pravzaprav sem malo razočaran nad vlado, oziroma tudi Državnim zborom, tako bom rekel, da nima tega poguma, da to izpelje in da se vsako tako stvar vpraša tudi ljudi. Sem prepričan, da to so nacionalni konsenzi. Mogoče ne gre za nepogum, ampak gre za politično taktiko. No, seveda, ja. Eutanazija oziroma prostovoljno skrajšanje življenja je pa tema, ki jo jaz, če bi bil kje odločevalec, nikoli ne bi dal na referendum. Iz preprostega razloga, ker gre za to, da v primeru takšnega vprašanja večina glasuje o nečem, kar sama ne izkusi in o nečem, kar upamo, da ne bomo rabili izkusiti in se mi ne zdi prav, da pravzaprav večina odloča, kako bo kdo posameznik in te moram povedati, moje stališče je jasno, življenje je naše, samo naše in seveda z njim ravnamo tako, kot mi želimo, dokler seveda ne povzročamo problemov drugim, ampak to je naše življenje in z njim razpolagamo. In ospraševati zdaj večino za nekaj primerov v družbi, ki tako zelo trpijo, se mi zdi, da je samo vnašanje nemira med ljudi in pa spiranje ljudi med seboj. In ni potrebe o teh stvarih dejansko tako razpravljati. Kako boste glasovali oziroma ali boste glasovali? Ja, jaz smo šli seveda na volitve, mislim na referendum. Pri tem zadnjem vprašanju v evtanaziji, jaz sem za. Vi sklepam, da boste verjetno 3-krat za. Ostalo, seveda. Jaz sem rekel, to spraševal ne bi. Ampak če smo še pri taktikah, ali menite, da je bila napaka, da ste se tako nesrečno razšli s Klemnom Grošljem, ki se zdaj odpravlja na evropske volitve na listi Zelenih Slovenije? Zdi se, da bo pravzaprav obema vašima strankama pobral kar nekaj glasov, vam kot liberalcem, vam kot zelenim. Midva s Klemnom sva delala zdaj 5 let skupaj in zelo dobro poznam njegovo delo, kot tudi on pozna mojega. In jaz mu res iskreno želim vse dobro.
Niste skušali recimo vplivati na odločitve gospoda Roberta Goloba ali pač kdo je odločal, kako bo z mesti vrstnim redom na listi, da bi mogoče gospodu Grošlju, ki ga cenite in mu želite vse dobro, pomagali, da bi pač ostal z vami? O teh stvarih so odločali organi stranke in to je bila stvar organov strank. Skratka, a ste vi kaj poskušali vplivati ali ne? Jaz sklemno že od nekdaj želim vse Okay, ne želite odgovoriti. Mogoče Se pravi, bo konkurenca tudi vam? Ja, ne vem, sej konkurenca je dobra. Ne? Jaz mislim, da je prav, da ljudje dobijo čim več informacij, se lažje odločijo. Jaz Klemna poznam kot sodelavce s fakultete, bil je tudi moja prva generacija kot razmerju študent, učitelj. Tako da jaz mislim, da ima določene stvari zelo dobro razdeljene in se mi da tudi delo, ki ga je upravljal kot evropski poslanec, ga je upravljal dobro. Zvenite, kot da vam je mogoče nekoliko žal, da ni na vaši listi. Ja, mislim, glejte, to je zdaj težko reči. Jaz bi si želel seveda dobrih, kvalitetnih kadrov, ampak veste, to odločanje je potekalo tako hitro, tako konfuzno pravzaprav, da se pač stvari so se odvile tako, kot so. Ja, seveda, on bo zdaj pač verjetno neko konkurenco le predstavljal, ampak se mi zdi, da bomo znali razločiti svoje programe med seboj in da bodo ljudje lahko na podlagi naših argumentov izbrali tisto, kar seveda menijo, da je najboljše. Da je pa pač, ko sem vas spraševala glede njegove morebitne kandidature, takrat, ko še ni bilo jasno, ne, pri vas, tako naprej ste vi dejali, da upate ali veste nekaj v tem smislu, da boste v prihodnosti dobro sodelovali. Zdaj bi se mogoče premaknili, mogoče malo z enim vprašanjem na področje notranje politike. Gospod Prebilič, vi niste zanikali, da vas zanima tudi delovanje na slovenskem političnem parketu. Ali ste hoteli s tem povedati kaj drugega? Ste napovedali povezovanje na levi liberalni sredini, ali kaj ste mi pravzaprav napisali v tistem SMS-u? Jaz nisem zanikal, nisem pa potrdil. Torej, jaz mislim, za mene vsaj je stvar zdaj zaenkrat jasna. Treba je, kolikor bomo seveda uspeli dobiti mandat prijeti v Evropski parlament, tega si jaz iskreno želim. Pri tem naj povem, da se zelo zahvaljujem tudi Evropski eni stranki, ki me znatno podpira v tem delu. Tudi zdaj, ko nas je Bas enkrat obiskal v Sloveniji, jasno povedal, da si želi tesnega sodelovanja in mislim, da sem lahko zelo jasen in prinesem neko dodano vrednost v tej zgodbi, tudi v smislu zastopstva Slovenije in to je trenutno na agendi. Zdaj, kako se bodo stvari odvijale doma, bomo videli. Nisem rekel ne, nisem pa rekel tudi ja. Dajmo počakati, kaj se bo odvijalo. Je pa tako, jaz menim, da dobrih kadrov ali pa kvalitetnih ljudi je sorazmerno končno število v Sloveniji in sam menim, da je škoda, da se ravna z nekaterimi kadri na način, kot se ravna, ampak to je pač odločitev drugih. Jaz bi si želel, da bi se drugače, ampak jaz nisem človek, ki bi bil kje pri tem za reči, nisem v postopku, ampak ja, škoda pa je, da je tako, kot je. Gospa Joveva, tudi vas zanima notranja politika, dolgo let ste spremljali notranjo politiko? Ravno zato ne. Gremo še enemu vprašanju. Naj povem, da sem včeraj spraševala v vaši stranki, če bi lahko dobili program, da bi se lahko boljše pripravili, da bi vedeli, kaj spraševati, pa nismo dobili nič. Bilo rečeno, da se zavzemate za zeleni prehod, za slovenskega kmeta. Vse to sem sicer prebrala tudi v programu SDS-a, ker so nam dali neko knjižico te dni. Ampak jaz bi vas konkretno vprašala, zdaj recimo zavzemate se za slovenskega kmeta. Kako vidite v tej luči dejstvo, da je Panvita bila prodana 51% tujcu? Imamo precej negativnih zgodb s temi prodajami raznoraznimi tujcem in razumem pomisleke in tudi določene skrbi, ampak neke špekulacije vnaprej, kaj se bo recimo v tej konkretni zgodbi dogajalo, pa jih jaz ne moram in niti ne želim dajati. Glede na vse, kar so povedali, recimo direktor in tudi kmetijska ministrica in vsi ostali vpleteni, bom tako rekla v narekovajih, v tej zgodbi, me v tem trenutku vnaprej ne skrbi, ker verjamem, da bo to, upam, mogoče ne ravno verjamem, upam, da bo to pozitivna zgodba. Kar se tiče slovenskega kmeta in skrbi, pa delamo res ogromno, oziroma smo delali v tem aktualnem mandatu ogromno na skupni kmetijski politiki, konec koncev pa ravno za slovenske kmete smo sprejeli določene spremembe, naprimer
administrativno razbremenitev za manjše kmetije, kakršnih je, mislim, da okrog 80% v Sloveniji, tako da delamo in smo na strani kmetov, ni tako, kot predstavlja mogoče kakšen drug krog politike, da smo proti njim in da se ukrepi sprejemajo proti njim. Ukrepi se sprejemajo za njih oziroma za varno hrano. Prodaja se tudi celjske mesnine, vas to oboje skrbi? Vidite kakšen manjko strateškosti slovenske politike na tem področju? Ne? Zgodilo se je kar nekaj prodaje v preteklosti. Absolutno. Manjko je grozen. Nobenega strateškega pogleda ni ta trenutek na to področje. Vsi imajo polna usta tako imenovane prehranske varnosti. Ko pride pa do realizacije, je pa vse od tega. Meni je žal in tle pa Panvita se to lepo kaže. Veste, tako pomemben sistem, kot je Panvita, pa ne bom zdaj v kupninah, če se bomo spomnili, so tudi tukaj zanimive zgodbe, se pravi, nekdo je kupil za 1 milijon, prodal za 50, tako, pa če damo to na stran, da damo ta element finančni na stran, mene zelo straši v bistvu dejstvo naslednje, da ko prihaja do prenosa takšnega lastništva podjetja, ki upravlja 3000 hektarjev najbolj plodovite zemlje v Republiki Sloveniji in sklad kmetijskih zemljišč tudi obrvine dvigne pri tem in gre to mimo, avtomatsko mimo in tako kupi, hkrati dobi tudi zakup za preomenjene hektarje, to je za mene popolnoma nesprejemljivo delovanje. Mislim, to je kritična infrastruktura slovenske države. In če tako delamo s temi temami, potem me skrbi, kako bo naprej. Isto velja za celjske mesnine. Veste, prehranska varnost je druga najpomembnejša komponenta nevojaškega ogrožanja v Evropi. Se pravi, prehranska je druga, energetska je bila prva, zadnja, tretja, ki je tudi ni za podcenjevati, je vodna varnost, torej dostop do pitne vode v Evropi. Tudi to so že teme, recimo v Španiji, že druge, ki hudo vznemirjajo ljudi. Ampak hočem reči, tukaj vidim, da ta koncept pravzaprav v Sloveniji ni razvit in se lahkotno te stvari preprosto pustijo. SDH kot recimo lastnik nekaterih, recimo Farme IH in podobno, mene straši, da recimo Farme IH niso razporejene v strateške naložbe. In se lahko jutri zgodi prodaja, v Ukrajini še čemu. Perutnina nam je dobesedno ušla izpod kontrole in je bila prodana Ukrajincem. Pa ni problem na tem, da tujci ne bi dobro upravljali, ampak gre za to, da po mojem mnenju, ker tukaj za preveč varnostna vprašanja, tudi za družbo, da bi se tako lahkotno te teme reševali. Tukaj seveda je hudo narobe. Vprašanje je tudi pomembno za slovenskega kmeta, ali bojo slovenski, rejci prašičev prodajali za tiste klobase ali salame, kar delajo, ali se bo pa uvažalo poceni meso z Madžarske. Tako je. Ali pa Poljske. Mi vsi danes vemo, če greste na Štajersko pa vprašati kmete, kolegica je pregovorila o malih kmetijah, drži 80% malih kmetij v Sloveniji in je prav, da se jih razbremenjuje še več. Mislim, da bi morali biti še bolj ustrajni pri reformi skupne kmetijske politike. Ta je še vedno nastrojena ali pa naštelana za velike kmetije, ne za majhne. Tukaj moramo biti naprej še bolj ustrajni, ker naši potem preprosto izpadajo iz tega sistema in iz te zgodbe. Ampak če ste danes na Štajersko vprašati, boste ugotovili, da naše meso kupujejo Avstrijci in dejansko mi uvažamo poljsko meso nazaj. Torej vse, kar mi pridelamo nadzorovano, kontrolirano in varno, uživajo drugi, mi pa kupujemo hrano, ki, pa bom zdaj spet možleht, morda ne vemo točno, kako in na kakšen način je bila predelana. Te stvari so za mene nerazumljive in mislim, da tukaj država bi morala ravnati malce drugače. Gospa Joveva, na načelni ravni tudi sami zelo visoko postavljate na prioritetno listo zelene teme. Pa vas malce izvala analiza glasovanja evropskih poslancev, ki je opravilo 5 podnebnih in okoljskih organizacij, je pokazala, da ste imela s kolegom Klemnom Grošljem na splošno vlogo zavlačevalcev, tako so vas označili. Jaz nisem bila zavlačevalka. Ne? V zelenem krogu sem bila. Se pravi, da izstopate tukaj v primerjavi s svojo liberalno družino. Da, to pa res. Dobro. Ampak tukaj mogoče sem dopolnil pohvale za poslanko, da je to naredila. V resnici pa drži, kar ste povedali. Namreč liberalna skupina je v tem kontekstu, po mojem mnenju, absolutno napačno ravnana. In tudi sam šel se malo pogledati, kako je glasoval. Ja, to da pritrjuje s tem, kar ste ugotovili, to da tlele ni dileme. Ampak vendar, ko smo pa pogledali, kako je liberalna skupina glasovala, me pa predvsem 2 stvari zelo bolita. Prva, vsem jasno je, da Evropejca, kad danes vprašate, kaj je za njega največja nevarnost, on bo 2 stvari naštel. Socialna izključenost, revščina. 95 milijonov ljudi v Evropski uniji živi na pragu revščine. To je dejstvo, preverljivo. Torej, ko je bilo glasovanje v Evropskem parlamentu, ali bi obdavčili
ultradobičke ljudi, posameznikov ali podjetij, je liberalna skupina glasovala proti. Izključujem gospod, izključujem. Izključujem. Ampak skupina je šla v tej smeri. In če bi bil to sprejet odločitev, bi mi obdavčili, to je tudi zanimiv podatek, 0,2 ljudi v Evropski uniji, 0,2 ljudi, za samo 2% stopnjo, si predstavljate. Govorimo o ljudih, ki imajo 1000 milijonov ali več premoženja. 1000 milijonov ali več. Če bi njih z 2% stopnjo obdavčili, bi v proračun Evropske unije prišlo 250 milijard evrov dodatnega denarja, ki bi ga lahko porabili za zeleni prehod. Pa ga nismo mogli. Ne? Še enkrat, gospa, ne s tem nič. Hočem pojasniti, da tukaj je bila stvar narobe in še ena stvar, ki je bila narobe, je bilo, da so podjetja, ki so dobile pomoč iz proračuna Evropske unije, je bil glasovanje, da se tem podjetjem prepove izplačevanje nagrad, ne? Tudi tukaj je bila žal liberalna skupina proti. Še enkrat, Irena, ste spet nima, kar pohvaljujem še enkrat, ampak vendar, veste, tle common sense, ki ga jaz malo pogrešam, če hočemo te stvari spraviti. Ampak desnica glede common sense... oni so podpirali te stvari. Povem, desnica glede common sense pravi, zeleni prehod stane in ga moramo razvleči, kot sami pravite, ljudi najbolj skrbi njihovo življenje. Ampak vam vračamo vprašanje. Veste, koliko pa stane, če ga ne speljemo? Pejte vprašati tudi v Savinjsko dolino, pa vam bodo oni povedali, kako to stane. Tu je alternativa tega, če ne naredimo. 60 milijard letno gre iz proračuna Evropske unije za sanacije naravnih katastrof, trend dvigovanja 10% vsako leto. To je pa alternativa, a to ne stane. Veste, mi bomo porabili milijarde, da bomo vzdrževali nevzdržno stanje, a to ne stane. Veste, mi se moramo resnično pogovoriti o tej družbi, ali bomo te stvari v razlogu, zakaj se nam dogaja, naslovili, ali bomo ves čas sam popravljali, pa čakali, pa molili, da se nam ne bo zgodilo. Mislim, da to ni opcija in da je jasen odgovor na to temo. Neukrepanje drži, bo zagotovo stalo več, to sem že povedala že na začetku. Moramo imeti v mislih tudi dejstvo, da je vedno več bolezni povezanih z nečistim zrakom oziroma pesticidi in tako naprej, da je 98% Evropejcev, to sem prebrala v Bloombergu, diha onesnažen zrak za 30% več po tistih standardih, ki jih je postavila Svetovna zdravstvena organizacija. To so pomembne teme, torej varna hrana, čist zrak, ki mora skrbeti v bistvu vsakega človeka od nas. Kar se tiče liberalne skupine. Niso me obiskali lobisti, ultra bogati. Ne, ni to. Lobisti ne marajo. Mislim, da je zelo jasno, zakaj. Tudi zato, ker objavljam čisto vsako stvar, tudi tiste, kam je ne bi bilo treba, tako da sem zelo transparentna glede tega. Liberalci imamo pač različna mnenja. Jaz na to v kontekstu demokracije ne gledam kot na karkoli napačnega. Je pa res, da sem velikokrat kritična. V tem primeru samokritična v smislu politične skupine kot take in to je samo dokaz, da jaz nikoli ne ravnam po navodilih nekoga, konec koncev tudi svoje politične skupine ne. Jaz sem bila velikokrat črna ovca, tako pri teh glasovanjih, kot tudi pri socialnih, recimo na odboru za zaposlovanje in socialo, kjer sem bila polnopravna članica v vmesnem času, se je zelo jasno kazalo, da sem bila včasih tudi edina od liberalcev, ki je glasovala za recimo delovske pravice. Jaz vas moram vprašati, ker ste rekli, da je pomembno, ker se pač slabša zdravje, težave so zaradi omaženega zraka in tako naprej. Kakšno je vaše stališče do sežigalnice v Ljubljani, na Ljubljanskem barju? Ne primerjati z Dunajem. Dunaj je dosti bolj prepišen, če se peljete v Dunaj proti Kopenhagnom, tam je še večja. Ja. Ste za to, da se gradi v Ljubljanski kotlini, torej na Ljubljanskem barju? Po vašem mnenju, kaj bi mi podprli? In gospod Prebilič, tudi enako vprašanje za vas. Jaz tukaj ne bi odgovarjala tako direktno z da ali ne. Mislim pa, da bi bilo treba še marsikaj razčistiti ali preveriti, preden bi se šlo. Zgradili 250-metrski dimnik, ali kot bilo. Gospod Prebilič? Jaz bi odsvetoval tak pristop resnično, zato ker pravilno ugotavljate, geomorfologija, torej Ljubljanska kotlina kot taka, je zaprti del, kar se tiče prepišnosti in vsega ostalega, in mislim, da ni to prava lokacija. Tudi ne vem, veste, Ljubljana se ponaša in mislim, da je lepo, da se ponaša s tem labelom oziroma karakteristiko zelenega mesta in tako naprej. Tle zdaj tega dvojega nekako težko povežem skupaj. Ne? In še ena stvar se mi zdi pomembna. Sežigalnica seveda verjetno bo rabili bi neke kapacitete za sežig določene količine odpadkov, ampak spet se vračam, tako kot pri neku, spet 2 koraka nazaj. A smo vse naredili, da bi bilo tega čim manj? A smo zreciklirali vse, kar smo lahko? Skratka,
še imamo nekaj prostora za izboljšavo v korak prej. Ne? Veste, seveda je najlažje reči, bomo pač vse sežgali. Ne? Ampak to ni prava rešitev. Ne? Jaz mislim, da moramo vsi prej kaj narediti in šele na koncu je to potem tista zadnja možnost. Ne? Torej, verjetno bo potrebna kakšna sežigalnica, jaz mislim, da v Ljubljani mogoče to ni potrebno. Tudi, ne vem, jaz sem spremljal te stvari, zelo velika dimenzija je predvidena za to sežigalnico, ne? Kar nakazuje, da bomo šli po lažji poti. Se pravi, namesto da bi se trudili z reciklažo, namesto da bi se trudili z osveščanjem ljudi, bomo pa sežigali vse, kar bomo proizvedli. Jaz mislim, da je to napačna pot, tudi z okoljskega vidika. Pa gremo še nekaj, naslovili smo nekaj zelo pomembnih tem za prihodnost, pa gremo mogoče še k osnovam, to, kar je bila Evropska unija. Prost pretok blaga in ljudi. Kapitala, ja. In tudi kapitala. Kako vidimo... Vse tri, ja. Kako vidimo, da vse več držav zapira meje? Kako nasloviti to vprašanje? In ali ga je sploh mogoče še? Glede na šengenski zakonik je seveda legitimna pravica države članice, da če obstaja neka resna grožnja, da to lahko stori. Je pa res, ja, ampak v marsikaterem primeru pač te resne grožnje ni več. In nekateri to izkoriščajo že leta in leta, na primer Avstrija. Jaz mislim, da je to najbolj enostavno nasloviti z skupno evropsko politiko, ker je to nekako najbolj povezano ravno z migracijami in ta migracijski pakt ni popoln, ampak zagotovo bo prinesel neke določene rešitve na tem področju in upam, da bo potem jasno, da nekatere države članice pač izkoriščajo ta šengenski zakonik za neke druge interese. Konec koncev tudi Italija, to je povezano z nekimi politikami nacionalnimi, na primer v Italiji, ne vemo, kdo vodi državo, ki potem na tak način zagovarja svojo ostro migrantsko politiko. Čeprav mislim, da je Robert Golob enkrat v parlamentu rekel, da bi se mora Slovenija zgledovati po Italiji glede reševanja problematike migrantov, kako Italija ureja. No, spet smo pri vprašanju, kjer iščemo lahek odgovor. Ne? V bistvu pa je odgovor čisto nekaj drugega. Ne? Namreč mi bi morali, tudi Evropska unija, zdaj govorimo o celoti, izpeljati nekatere korake na izviro. Ne? Zakaj ljudje prihajajo v Evropsko unijo? In jaz moram žal jasno povedati, Evropska unija v marsičem drži štango temu, da ljudje odhajajo tam, kjer odhajajo. In vi imate evropske multinacionalke, imate tudi evropske države, Francija recimo, ki se še vedno dosti neokolonialno obnaša v Nigru, Maliju, Čadu in še kjer drugje. In to seveda povzroča, da se vzdržujejo sistemi, ki poganjajo ljudi v beg. In tukaj mislim, da je treba najprej odsekati. To je A, B. Ne dovolj izkoriščamo možnost, da bi izboljšali stanje na viru, torej da bi se dvignil gospodarski razvoj, da bi ljudje ostali doma. Jaz izhajam z preprostega dejstva. Noben ne zapusti svojega doma, ker v življenju nima kaj početi, ampak ker je v to dejansko potisnjen. Torej tukaj je pravo vprašanje, ali Evropska unija te vprašanja naslavlja. Jaz trdim, da jih ne. Če pa že pride do migracij, potem pa seveda, jaz mislim, in tle se strinjam, je možno to nasloviti samo skupaj. Vsaka država za sebe tega ne more rešiti. Migrantski pakt se mi zdi, da je približek temu, da bomo lažje, hitreje, učinkovite upravljali z migracijami. Se mi pa zdi, da enega vprašanja nismo načeli tudi v Evropi, pa tudi v Sloveniji. Ne? To pa je proces integracije. Veste, mi bomo rabili nek mehanizem, da ljudje, ki pridejo v našo sredino, in seveda so dobrodošli, da pridejo, da se seveda polnokrvno vključijo v naše družbe, v vseh kontekstih in pogledih. In poudarjam, jaz ne govorim o asimilaciji, govorim o integraciji. Seveda vsak lahko ohrani svoje značilnosti, kulturo in tako naprej, ampak se mora pa prilagoditi razmeram, ki jih sreča v določenem prostoru. Tega vprašanja žal še nismo naslovili. To bomo mogli narediti v tem sklicu parlamenta. Se popolnoma strinjam, ker mora to biti urejeno tudi po eno z drugim, tako je. Eno z drugim. Z nekimi enotnimi pravili. Tako, ker države tukaj porivajo te stvari kot vroči kosto. In recimo Francija, ki je šla po logiki getoiziranja, spomnili se boste gorečih avtomobilov v Marseju, Parizu in tako naprej, terorističnih napadov. To je napačna in desnica to lepo zavaja. Terorizem so migranti, to sploh ni res. Terorizem, ki se je zgodil v evropskih državah, se je zgodil generaciji, ki je rojena v Evropski uniji. Niso pa še v zunaj. Se pravi, da je problem socialne izključenosti. In spomnili se boste, ko smo rekli, da se Evropejci bojijo socialne izključenosti. Tukaj mi ne oddelamo domače naloge. Seveda je lažje pokazati na drugega. Ampak
ta razprava bo mogla biti upravljena in se zelo strinjam, mi moramo tukaj zgraditi en sistem, ki bo vsaj nek okvire postavil, znotraj katerega se bomo vsi našli. Če ne se bomo spet porivali ta vroči kostanj sem pa tja. To ni nobena rešitev. Ravno zato tudi upam, da se tisti vzpon desnice ne izpolni, ker bo precej lažje te. Tako, oni imajo zelo enostavno rešitev, poslati vse domov. Gospa Joveva, kolega je opozoril na serijo pogovorov, ki jih vodite z Jovevo na ti. Kaj to je? To inovativna kampanja ali pogrešate novinarstvo? Jaz še vedno zelo rada pišem, v tem smislu pogrešam novinarstvo, ker je bilo takrat več časa in volje za te stvari. Jaz sem to delala že vmes v tem mandatu, ker se mi zdi v bistvu ena fajn stvar, da se malo pokaže tudi nekoga drugega, da ne govorim samo o meni oziroma sebi in se hkrati tudi izpostavlja pomen, naprimer v tem trenutku zdaj Evropske unije in volitev, ampak sem tudi vmes imela kar precej gostov in v bistvu sem ponosna na to oddajo, jaz rečem. Dobro, mogoče še za vas, gospod Prevelič. Ne morem se znebiti skozi celoten pogovor občutka, da vas zanima parlamentarna politika. Ja, evropska. Zakaj potem kandidirate? Ne, skandidiram zdaj, kot sem povedal. Treba je dve stvari narediti in tle, da ne bom jasen še enkrat. Prvič, Evropa mora dobiti dostojanstvo nazaj in žal v tem sklicu temu ni bilo tako. Jaz hočem to narediti in bi se za to zavzeti. In drugič, želel bi si, da bi tudi Slovenija imela drugačen prostor in odzven v Evropski uniji. Jaz dostikrat dvigujem obrvi, ko poslušam argumente, majhna država ne more imeti vpliva, jaz tega ne verjamem. In je tudi dokazano napačna razlaga, ker ima Malta, ki je manjša od Slovenije, predsednica Evropskega parlamenta, pa imamo predsednike Evropskih komisij, ki so bili iz Luksemburga, Portugalske in še kje, torej tle ni problem, da se ne da, želeti je treba, pa znati je treba. In jaz trdim, da lahko te stvari postorimo tam, kjer je prostor za to in zaradi tega odhajam v Evropski parlament. Se strinjam, jaz sem spisala Evropsko medijsko zakonodajo, pa sem iz Slovenije. Najlepša hvala obema za pogovor, uspešno kampanjo. Mi pa se z naslednjima dvema gostoma vidimo že to sredo. Najlepša hvala za pozornost. Hvala. Hvala.